Gledate gorenjska poročila na GIF TV. 5. avgust in 11. december sta praznika občine Radovljica in 11. decembra je letos potekala osrednja slovesnost v Linhartovi dvorani v Radovljici, ki je izbrana po Antonu Tomažu Linhartu, dramatiku. Na ta dan župan občine Radovljica Ciril Globočnik najzaslužnejšim podeli plakete, pečate in medalje, obdari pa tudi s prispevkom, denarnim prispevkom študente, ki diplomirajo ali pa magistrirajo na različnih fakultetah. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, 11. december, praznik občine Radovljica, praznik Antona Tomaža Linharta in občina Radovljica tudi ena izmed občin, ki ima dva občinska praznika. Enega 5. avgusta, ko je bil ustanovljen Cankarjev bataljon, enega pa 11. decembra. Ja, res je, no? Ampak ta praznik je mogoče malo bolj usmerjen na družbene dejavnosti. Torej danes bodo nagrajenci predvsem iz tega področja, ker se mi zdi, da jih imamo res veliko in jih cenimo in zato tudi ta priznanja v to smer, tako da jasno, da tudi ni bilo na občinskem svetu nobene pripombe za predloge. Nekaj priznanj pa imam to, da mi omogoča, da lahko župan sam podeli, to se pravi medalje in pečate, in to sem tudi storil. Današnji dan pa je tudi čas, ko preletiva nekaj dogodkov za nazaj in ena največjih investicij v letošnjem letu je prav gotovo plavalni bazen, prva faza, ki je dokončana. Ja, res je, no, zdaj jaz sem zelo vesel, glede na odzive, kajti odprt je že praktično od junija, zimski del pa od začetka septembra in lahko ugotovim, no, da je predvsem zadovoljstvo pri opismenjevanju in pa tudi pri rehabilitaciji, ki jo izvaja Zdravstveni dom Radovljica, izjemen in smo v bistvu ponosni, da smo ta projekt tako zapeljali, da je tudi razširjen tudi na zdravstveno dejavnost. Ena izmed investicij je tudi nadaljevanje projekta infrastrukture na Lancovem oziroma Kamni Gorici. Ja, Lancovo je praktično zaključena investicija. Še pridobivamo posamezne dokumente in pa nekaj denarja moramo še prijeti od države, medtem ko je pa trenutno tudi za zaključni fazi Kamna Gorica, vendar nas še čaka umestitev vodovoda v spomladanskem času in pa izbrali bomo projektante za drugo fazo, tako da kar intenzivno nadaljujemo z delom. Obnova številnih cest med letom v sami radovljiški občini? Ja, mi smo jasno pri vzdrževanju, je veliko stvari, ki jih treba postoriti, nekaj smo se dogovarjali tudi z državo, tako da ugotavljam, ne glede na to, da nas je prizadela ujma, smo kar veliko postorili, zdaj v zadnjem času nam pomaga tudi toplo vreme, glede na december in tudi asfaltirali smo pravzaprav Kamno Gorico v zadnjih dneh in vse ostalo pa pride na vrsto drugo leto, kajti moramo oddati projekte, da skupaj z državo začnemo sanirati preostali del, ki je prizadel ujmo v naši občini. Nataliteta rojstev v radovljiški občini se povečuje in seveda zato tudi prizidek vrtca v Radovljici, ki naj bi bil dokončan nekje v naslednjem letu. Ja, jaz sem vesel, da tudi ta gradnja zelo dobro napreduje. Predvideno odprtje je ob novem šolskem letu, torej 1. septembra 2024 in glede na situacijo, ki je trenutno, sem prepričan, da to tudi bo in da bomo jasno s 5 oddelki tudi zagotovili še boljše pogoje in pa da noben otrok ne bo ostal izven varstva. In na turizmu v Gorici ste prijeli kar 3 priznanja. Ja, tudi to je eno področje, torej turizem se razvija in jaz sem ponosen, da za Trško jedro je Kropa pridobila 3. mesto, Radovljica med turističnimi kraji 3. mesto in pa 1. mesto Šobec, tako da smo ponosni na te rezultate.
No, več pa bova spregovorila v eni izmed naslednjih oddaj še o ostalih investicijah, ki jih imate v Radovljici kar dovolj. Danes pa iskrene čestitke ob občinskem prazniku vam, vašim občanom in pa občinski upravi. Hvala lepa. V občinskem prazniku občine Radovljica dobivate medaljo. Zakaj jo dobivate in kaj to za vas pomeni? Ja, medaljo bom dobil seveda na pobudo Društva upokojencev Podnart, v bistvu zato, ker sem jim pomagal legalizirati prizidek kulturnega doma, v katerih imajo oni prostore. Imeli so kar precej težav s tem prizidkom, je trajalo že več kot 20 let, ni bilo to uspešno izvedeno, tako da jaz sem uspel na koncu poriniti zadevo do konca in zadevo legalizirati. Hkrati je bilo pa še v naslednjih letih, smo imeli en tak malo poseben primer z enim sokrajanom, ki je potreboval pomoč, ne samo finančno, tudi fizično, da smo prišli pomagati, tako da sem organiziral delovno akcijo, zagrabil zadevo in pripeljali s pomočjo vseh sokrajanov, s donacijami vseh ljudi, da smo nekako uspeli vzpostaviti neko normalno stanje pri tem človeku, našemu sokrajanu. Kaj vam pomeni ta medalja? To mi v bistvu pomeni nekako potrditev, da to, kar delam, ni za brez veze, da delam dobre stvari za ljudi, saj na koncu ni težko. Če delaš nekaj za ljudi, imaš pravo motivacijo, poštene načrte, zadeve same pridejo na koncu in to je samo potrditev. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Ob občinskem prazniku občine Radovljica ste tudi vi med nagrajenci, delate v šolstvu in v šolskem skladu. Ja, prav tako, jaz sem drugače profesorica športne vzgoje na osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici in že 14. leto vodim šolski sklad na tej šoli. Dobivate pa pečat občine Radovljica in kaj to za vas pomeni? To pomeni potrditev mojega dela oziroma dela, ki ga delamo v šolskem skladu, da šolski sklad deluje dobro, služi svojemu namenu, predvsem gre za pomoč otrokom, da jim nudimo nadstandardne programe in da lahko tudi otrokom socialno šibkih družin omogočimo različne dejavnosti, ki obšolske dejavnosti. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Vi ste gasilec, že vidimo po uniformi. Zakaj dobivate priznanje, verjetno za delo v gasilstvu in pomoči krajanom? V našem gasilskem društvu smo v letošnjem letu praznovali 120. obletnico delovanja našega društva. V ta namen smo pripravili dvodnevno prireditev z zabavo. Predtem smo se pa odločili, da bi temeljito obnovili fasado gasilskega doma in smo se intenzivno lotili tega projekta, ki smo ga tudi uspešno zaključili. Hkrati s prenovo gasilskega društva smo obnovili tudi našo brizgalno, ki praktično stara tudi 120 let, tako da smo zelo ponosni in smo jo z velikim veseljem predstavili na paradi, ki smo jo organizirali tudi ob obletnici našega društva. V občinskem prazniku občine Radovljice kaj dobivate? Dobivam pečat občine Radovljica. Kaj vam to pomeni? Ja, v bistvu sem že dobil kar nekaj priznanj, predvsem gasilskih, ampak na občinski ravni pa to zame prvo tako priznanje, zato mi kar nekaj pomeni to. Gotovo pa ne zadnje. Iskrene čestitke in na pomoč. Hvala.
tudi vidva sta obdarjenca ob občinskem prazniku občine Radovljica. Zakaj dobivate to priznanje? Ker delate v športnem društvu, športni duh je v vašem telesu zagotovo. Ja, ne samo to, ampak tudi organizacijska žilica, da vsako leto pripravljamo, letos smo že 11. po vrsti organizirali vaške igre. Gre v bistvu za en kar pomemben dogodek v naši vasi, ker res pripravimo različne igre, kjer se zberejo različne skupine, katere pridejo na ta dan se podružiti, malce potekmovati in tudi imeti fajn. No. Tako da to tradicijo, lahko rečem že tradicijo, nadaljujemo že 11. leto, drugo leto bo do 12. in komaj čakamo, da bo spet program malce spremenjen, dopolnjen, tako da vsi, ki pridejo, nikoli niso razočarani, ker vsako leto pripravimo malce drugačen program, tako da je za vse zanimivo, pestro in res je to eno tako prijetno druženje vaščanov in vedno več prihaja tudi iz okoliških vasi, krajev, ljudi pogledati, tudi tekmovati. Tako da je to ena lepa oblika druženja ob krajevnem prazniku, ki ga ima krajevna skupnost Ljubno. Imate v krajevni skupnosti dovolj nadobudnih športnikov? Ja, športnikov je kar nekaj, tudi posegajo že po vrhunskih kategorijah, niso še javno tako prepoznani, ampak so to mladinske kategorije in jaz verjamem, da v prihodnjih letih bomo za njih tudi še slišali. V skupini ste 3 nagrajenci, enega danes manjka in kaj dobivate? Dobivamo medaljo občine Radovljica. Za vas pomenijo medalje? Ja, ko ne rečem. Nam pomeni veliko, v bistvu gre za neko priznanje za dolgoletno delo, trud na tem področju. Nekako je poplačen tisti entuziazem, ki ga pač vnašamo, svojo energijo, tako prenašamo tudi na sovaščane, na mladino, pač jim dajemo nek zgled, da se da, če se hoče. Iskrene čestitke obima. Hvala lepa. V občinskem prazniku občine Radovljica dobivate plaketo za 10-letno ustvarjanje festivala v Kropi. Ja, ta plaketa Antona Tomaža Linharta me v bistvu ogromno pomeni, zato ker je to najvišja nagrada na kulturnem področju naše občine. In še posebej me veseli, da je za zadnjih 10 let, ko v Kropi skupaj s Kulturnim društvom Kropa in Anžetom Habjanom ustvarjamo skupaj ta festival, ki vsako poletje v Kropo pripelje profesionalne, ljubiteljske in domače ustvarjalce na področju kulture in umetnosti in s tem Kropa v bistvu postane en kulturni center cele občine za čas trajanja festivala. Ste pa tudi zelo aktivni v samem lokalnem področju, ob določenih občinskih prireditvah, proslavah. Ja, imam srečo, da uživam to zaupanje strani občine Radovljica in župana, da lahko ustvarjam tudi na tem področju kulture, različnih dogodkov, mogoče tudi občinskih proslav in tako naprej. To mi je vedno velik izziv, ker za domač kraj je vedno najtežje delati, ker imaš tam najzahtevnejše občinstvo in še posebej moraš imeti prirojeno večjo in boljšo odgovornost do svojega dela prav za domači kraj, ker je tukaj pač toliko bolj zahtevno. Kaj plaketa pomeni Roku Andersu? Meni pomeni ena zelo posebna, kot ena zelo posebna potrditev mojega dela,
ki mi potrjuje, da sem na dobri poti, da to, kar delam, je dobro, ampak obenem mi pa nalaga tudi eno odgovornost do tega, da bo moje delo odslej mogoče bolj strogo vrednoteno, prav zaradi te plakete, tako da ta plaketa je tudi izziv za delo v prihodnje. Hvala in čestitke. Hvala. Brut Karniolis je tudi med nagrajenci, občinskimi nagrajenci občine Radovljica ob občinskem prazniku za umetniško ustvarjanje. Kakšno umetniško ustvarjanje? Ukvarjam se predvsem z digitalnim kolažem in digitalno grafiko. Dolgo? Ja, recimo 20 let. Kaj vam to priznanje, ki ga boste prejeli, pomeni? To priznanje mi zelo veliko pomeni, ker prihaja v bistvu ne iz strokovnih krogov, ampak iz lokalnega okolja. Se pravi, da me poznajo tudi drugi, ne samo moji kolegi. No, tako. Čestitke. Najlepša hvala. Združenje slovenskih katoliških skavtov, vi ste ob 30-letnici prejeli pečat občine Radovljica. Zakaj ga prejemate in kaj to za vas pomeni? Prejeli smo kot eno priznanje za 30 let skavtov, predvsem za naše voditelje, ki se 30 let že trudijo imeti program za naše otroke v Radovljici, ki nas je približno 85 skavtov. In letno se odpravimo na več taborov, vsak teden pripravljamo program za otroke in se marsikaj novega naučijo. Imate veliko mladih skavtov? Sem rekel, 85 nas je v Stegu, v Radovljici, v Sloveniji nas je pa nekaj čez 6000. Ja. Prijeli ste pečat v občinskem prazniku občine Radovljica in kaj to za vas pomeni in za vse ostale? To je eno, smo hvaležni za to. Eno priznanje za dobro delo, da smo tudi priznani od skupnosti lokalne, da nas poznajo, tako da smo hvaležni. Ja. Iskrene čestitke. Hvala. Vi ste magistrirali iz psihologije, vas to veseli že dolgo? Ja, v bistvu že od nekdaj me je zelo zanimalo človeško vedenje in vsa ta psiha, tako da se mi zdi, da bo to edini pravi študij zame. Ste že izbrali zaposlitev? Trenutno opravljam pripravništvo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo tukaj v Radovljici, tako da me delo z osebami s posebnimi potrebami res veseli in upam, da pa tukaj tudi obstanem. Se vam zdi, da čutite te varovance v CUDV Radovljica? Ja, se mi zdi, da v bistvu nekako obojestransko tudi oni od mene dobijo neko toplino in prav tako jaz od njih pač veliko odnesem. Kaj vam pomeni današnji prispevek, denarni prispevek ob občinskem prazniku in ob podelitvi župana občine Radovljica Cirila Globočnika? Ja, veseli me zelo, da občina v bistvu priznava in nekako nagrajuje naše trdo delo tekom študija. Zdaj ta nagrada bom pa verjetno uporabila za kakšno dodatno izobraževanje oziroma literaturo ali pa kaj podobnega. Iskrene čestitke za opravljen magisterij in pa srečno. Hvala lepa. Ob občinskem prazniku občine Radovljica Ciril Globočnik običajno daje prispevek študentom, diplomantom za njihove dosežke. Vi ste glasbenik, pevec. Res je. Sem ravnokar diplomiral na Akademiji za glasbo iz petja. Tako. Vas to veseli? Vsekakor, mislim, je zelo velik del mojega življenja, kulturno udejstvovanje nasploh, ampak
s petjem sem že marsikje nastopil in tudi upam, da v prihodnosti še bom. Trenutno sem vesel za uspehe in za priložnosti, ki jih dobivam. Tudi od občine Radovljica, konec koncev. Ki boste porabili ta prispevek? O tem še nisem prav veliko razmišljal, ampak zagotovo bo šel kakšne naložbe v smislu kakšnih mednarodnih mojstrskih izpopolnjevanj ali pa potovanj za iskanje novih priložnosti in novih izkušenj. Ste počaščeni, da se lokalna skupnost spomni tudi na študente, diplomante? Absolutno. Se mi zdi, da to vsekakor ni samoumevno in tudi je privilegij, ki je značilen. Sem vesel, da naša občina ponuja ta privilegij, ker vsekakor nam pride prav. Iskrene čestitke. Hvala.